Živjo. Danes smo parkirali vozilo na začetku gozda pred Bajerjem in smo se podali proti Mengeški koči. Vreme je sončno, vendar zelo vetrovno. Ko smo prispeli do Bajerja, smo nadaljevali pot po levi strani ob Bajerju. Hodimo levo ob Bajerju. Ugotovili smo, da moramo iti okrog Bajerja, da je prava pot na desni, vendar kar precej ljudi hodi tudi tukaj okrog. Vse je lepo. Prispeli smo do razpotja, kjer se držimo desne. Pred nami ponovno Bajer in pa se držimo leve. Ponovno smo prispeli do razpotja. Prišli smo do razpotja, kjer nas planinski kažipoti usmerjajo desno naprej po grebenski poti. Pridemo do razpotja, kjer zavijemo levo. Prispeli smo na travnik, kjer nam markacija na kozolcu kaže levo po pešpotki, gozdni poti naprej. Danes smo potrebovali malo dlje, smo čakali, je dosti pohodnikov. Potrebovali pa smo skoraj 49 minut. Razdalja je bila 3,2 km in pa naredili 174 metrov vzpona. Mi se že vračamo. Sedaj bomo izbrali drugo pot, ne po grebenu, ampak spodnjo pot, da vidimo, kakšna je tista. Pot po grebenu je čisto primerna za otroke, tudi za mlajše od naših, z manj fizične kondicije. Vreme imamo čudovito, malo vetrovno in se odločamo, če bi danes nadaljevali tudi po tej Rašici v tem vremenu. Tokrat bomo zavili na razpotju levo. Na razpotju smo zavili levo. Če bi šli desno, bi se vračali po isti poti, po grebenu. Tukaj pa sedaj nadaljujemo po spodnji poti. Na Mengeški koči smo si ogledali nekaj živali. Katere živali smo videli? Videli smo konje, osla, koze, puran. Tudi spodnja pot je lepa, ravno tako primerna za mlajše otroke. Nas pa te poti malo spominjajo na Ljubljanski Golovec. Tako čist malo. Ogromno enih poti in razpoti in vse pripeljejo nekako v isto smer. Še eno razpotje, ker ponovno izberemo spodnjo pot. Prispeli smo do razpotja, na katerem smo se prej odločili, da gremo po grebenu. Odločili smo se, da bomo pot še malo nadaljevali proti Rašici. Ponovno smo prišli na razpotje, kjer nas planinski kažipoti usmerjajo proti Rašici. Pa smo najdli tudi en del klanca in se pridno spenjamo. Novo razpotje, res je veliko razpoti in možnosti poti. Imamo možnost za Mengeš ali pa Rašico. Tablet nam kažejo še 1 uro pa 10 minut do Rašice. Pot ni zahtevna, vreme imamo lepo, srečamo pa veliko kolesarjev danes, več kot pa pohodnikov. Še eno razpotje pred nami med mnogimi, kjer nas table usmerijo levo. Po podatkih navigacije je pred nami še 2,4 km. Tale pot je res dolga. Pred nami je že stolp na Rašici. Do vrha smo potrebovali 2 uri in pol. Prehodili smo skoraj 10 km in imeli smo 575 metrov vzpona. Mi se že vračamo iz Rašice, saj je pred nami še dolga pot do avtomobila. Na Rašici se nismo dolgo zadržali, ker je res ogromno ljudi.
Odločimo se, da se bomo vračali po drugi poti, naredili bomo krog in tale druga pot je tudi pokaži potu 5 minut hitrejša. Poti so pa res raj za kolesarje, ogromno kolesarjev in tudi mi smo se že pogovarjali, da se bomo vrnili sem s kolesom. Prišli smo do razpotja, kjer nas vodi pot naprej, naravnost. Mi bomo pa s pomočjo navigacije zavili levo in se vrnemo na svojo prvotno pot. Po poti slišimo srnjaka, kako se oglaša. Smo pa danes tudi že doživeli, da so nam 3 srne prečkale pot. Kot kaže, se približujemo naši pravi poti. Se ne želimo delati prevelikega kroga. Pred nami še cirka 9 km. Imeli smo lepo sončno, vendar zelo vetrovno vreme. Uživali smo. Radi si postavljamo kakšne nove neplanirane cilje. Se nam nikoli ni dovolj gibanja v naravi. In če imamo to možnost in nam vreme dopušča, hitro izkoristimo. Pot od Mingeške koče pa do Rašice se nam je kar malo vlekla. Je bolj zanimiva, kakšna dolga pot na kakšni višji hrib, kjer so lepši razgledi in se po poti kaj dogaja. Če so kakšne zanimive točke, tu nekih točk in razgledov ni, je pa narava, sprostitev, zvoki narave, kar je pa tudi po svoje lepo. In ni toliko veliko ljudi, kot recimo na Rašici. Če vam je naš video bil všeč, si pogledajte še ostale naše videe. Smo še na začetku, amateriji, kot si rečemo, se učimo, vendar nam gre vedno bolje in vsak nov naročnik, vsak komentar, vsak všeček nam je samo dodatna motivacija.